Pozdravljeni! Podjetja, ki razmišljajo in delujejo trajnostno, imajo prihodnost. Tokrat se pogovarjamo o trajnostnem poročanju, zakaj in kako. To je drugi video. V prvem smo na hitro pogledali, zakaj poročati, kakšni so poročevalski okviri. Danes pa bomo podrobneje pogledali, zakaj GRI standardi in nekaj misli dodali o implementaciji v praksi. Spomnimo se, da je na začetku zelo pomembno odgovoriti, zakaj poročamo, kajti razlog, zakaj, nam odgovori tudi v marsičem, kako bomo poročali. Spomnimo se, da moramo imeti v vidiku vedno več spodbud, katere moramo izkoristiti in naše trajnostno poročanje, če rečemo tako po domače, unovčiti z različnimi javnosti. Spomnimo se na finančne rezultate, na poslovno odličnost in seveda na naše upravljanje z različnimi deležniškimi odnosi. Vedno moramo imeti pred očmi, da je nov način upravljanja trajnostnega razvoja zmeraj takšen, ki vključuje tudi tako imenovano dekarbonizacijo oziroma vključevanje upravljanja tako imenovanih podnebnih sprememb, kajti vemo, da je tudi Evropska unija sedaj spodbuja z direktivo o nefinančnem poročanju o podnebnih spremembah in da to vključuje tako imenovani finančni in nefinančni vidik, torej okoljski in socialni vidik. Kompleksnost tega poročanja je velika, zato se v praksi večkrat vprašamo, na kaj naj se naslonimo, bodisi na standarde ali poročevalske okvire. Do tu smo prišli v prejšnjem videu, če se ga niste ogledali, vas vabim, da si ga na kratko ogledate. Danes pa bomo pogledali, kateri so torej ključni koncepti, ne glede na to, na kateri poročevalski okvir ali standard se naslonimo. Se veste, včasih človek tudi pogleda kakšen standard ali poročevalski okvir zelo dobesedno, zelo teoretično, natančno, in meni, da je to edina prava pot. Ko pa imamo že nekaj življenjske kilometrine in tudi kilometrine z vidika poročanja, pa vidimo, da marsikateri standard se od drugega standarda razlikuje bolj z nekimi besedami ali kakimi marketinškimi prejemi. Zato bi rada pogledala skupaj z vami na tako ptičjo perspektivo, kaj imajo skupnega vsi poročevalski okviri in standardi, zato da vemo, da pravzaprav kateregakoli si izberemo, določene smernice moramo slediti. Ključni koncepti merjanja trajnostnega razvoja in vseh poročevalskih okvirov in standardov je takšen, da moramo najprej pogledati celovitost našega podjetja in organizacije in njegove meje. Nedolgo nazaj smo poročali o tem, vse, kar se dogaja iz naših vhodnih vrat do naših izhodnih vrat. Po novem v zadnjih letih pa vsi poročevalski okviri in standardi nekako spodbujajo, prav že skoraj zahtevajo od podjetij, da ne gledamo samo od vrat do vrat, ampak celovitost procesov, se pravi, če lahko rečem, od zibelke, ne samo do groba, ampak od zibelke do zibelke, zmeraj moramo upravljati s celotno dobaviteljsko verigo in potem tudi, ko izdelek izdobavimo ali storitev opravimo, s tem nismo končali, ampak moramo upravljati s celotno našo verigo, nakupovalno verigo, do tega, ko potem naše storitve, naši izdelki niso več uporabni in se nekaj z njimi zgodi. Torej, ta celovitost gledanja na organizacijo in podjetja je sedaj po novem lastna vsem poročevalskim okvirom in tudi standardom. Druga stvar je primerljivost. V življenju smo radi vedno novi in sveži, radi smo inovativni, ampak v trajnostnem poročanju je zelo pomembno, da imamo iste vatle in da znamo stvari primerjati iz leta v leto. Seveda je vedno dobrodošlo, da smo inovativni, da stvari nadgrajujemo, ampak vendar ne tako, da potem primerjamo hruške in jabolka. Se pravi, da imamo to metodologijo tako zasnovano, da vemo, da ji bomo lahko sledili nekaj let. Torej, ko si izbiramo metodološke koncepte,
poročevalskih okvirov ali standardov zmeraj pogledamo ne samo na nivoju, kateremu smo sedaj, lahko rečemo, mi še ne dosegamo teh in teh nivojev določenega standarda, ampak če vemo, da bomo to počeli kontinuirano nekaj let, recimo vsaj 5 let naprej, potem je fino, da si izberemo nekaj, tisti poročevalski okvir ali standard, s katerim bomo lahko rasli. Naslednji tak koncept, ki je lasten vsem okvirom in standardom, je relevantnost in bistvenost. Še pred nekaj leti, mi se s tem ukvarjamo že kar nekaj časa in vam povem, pred nekaj leti smo sledili konceptu več je bolje. Več, ko si povedal, bolj si bil transparenten in v bistvu višje si se pomikal po tej lestvici ustreznosti trajnostnega poročanja. Sedaj to več ne velja, ampak sledimo vsi tako imenovanemu materiality concept, kaj pa pomeni koncept bistvenosti ali ključnosti. Torej, smo racionalni s svojim in z vašim časom in s časom naših deležnikov, torej ne govorimo zato, ker imamo veliko zapovedati in ker radi govorimo, ampak govorimo samo tiste stvari, ki so za nas najpomembnejše in ki so najpomembnejše za naše deležnike. Zato je pa zelo pomembno, da vemo, da poznamo, kaj je našim deležnikom, različnim deležnikom najpomembnejše in da znamo tudi sami razbrati med množico kompleksnih stvari, ki se dogajajo v naši organizaciji, v podjetju, kaj je nam ključno. Ponavadi si kot osnovo tega koncepta izberemo tako imenovano matriko bistvenosti, kjer popišemo, analiziramo, izluščimo ključne stvari za naše deležnike in nas same in potem vemo, čemu slediti. Potem, kar je ključno, kar nas spodbujajo vsi standardi in poročevalski okviri, je premikanje mej. Nihče še tako ambiciozna organizacija, ko začne poročati ali ko je na začetku v prvih nekaj letih poročanja, ne more poročati o vsem na najbolj kakovosten način. Pomembno pa je, da poročamo resnicoljubno, da se zavedamo, kaj se od nas pričakuje in da vsako leto premikamo meje. Vsako leto kažemo višjo stopnjo pripravljenosti našega upravljanja in seveda tudi poročanja. Praksa kaže, da je pridobivanje podatkov tisti trd oreh, s katerim se ukvarjajo vsa podjetja. In torej pridobivanje podatkov od dobaviteljske verige in potem kasneje od verige dodane vrednosti naših kupcev je tisto, s katero se je treba ukvarjati vrsto let kontinuirano in zelo zagrizeno, če ne pridemo daleč. In tu je pomembno, da vemo, da smo v istem čolnu z vsemi podjetji v globalnem svetu, da nikomur ne padajo podatki, kar samo po sebi umevni, ampak je treba z njimi upravljati in da v bistvu že pri vzpostavljanju odnosov, tako z dobavitelji, kakor tudi kupci, je treba vnaprej pričakovati, kateri so tisti podatki, ki jih bomo potrebovali, kateri so tisti odnosi, ki jih lahko skupaj soupravljamo. Torej, razumljivost teh vplivov, ki jih imamo trajnostnih na finančne kategorije in obratno, finančne kategorije, kako lahko uporabljamo in upravljamo na trajnostni način, je nekaj, kar je vsakoletni izziv. In ko smo pogledali tako gost teh poročevalskih okvirov in standardov, to je ne glede na to, zakaj se odločamo, velja za vse enako. Sedaj pa poglejmo nekaj več o GRI standardih. Od leta 2016 imajo status standarda, predtem smo govorili o poročevalskih okvirih. Zakaj jih priporočamo, zakaj imamo mi daleč največ izkušenj z njim? Zato, ker so strukturirani kot skupek medsebojno povezanih standardov. Ni nam treba zajeti vsega hkrati, kajti iz prakse ugotavljamo, da če smo preveč ambiciozni na začetku, potem na koncu naredimo manj, kot bi lahko, kajti ustavi nas prevelika kompleksnost. Nobeno podjetje ne more pritisniti stopa in se ukvarjati samo s trajnostnim razvojem. Vse moramo delati ponavadi z istim kadrovskim potencialom, v istem času, samo optimizirati moramo delo še za to dodatno aktivnost. Zato je pomembno torej, da stvari optimiziramo tako, da čim več dosežemo s čim manj, ampak seveda v realnosti
realnih okvirih. In če imamo prevelike žlice na začetku, ponavadi z njimi zajamemo manj, kot bi, če bi bili malo bolj realistični na začetku. To pa ne pomeni, da nismo ambiciozni, ampak to delamo skozi različne korake iz leta v leto. Torej, standardi pomagajo organizaciji pri pripravi trajnostnega poročila, ki temelji na teh trajnostnih principih in se osredotoča na bistvene teme. Pomaga nam presejati zrno od plevela in pomembno je torej, da v bistvu, če imamo nek ta GRI-jev poročevalski standardni okvir, potem s tem zagotavljamo, da imamo nekako uravnoteženo sliko različnih bistvenih tem organizacije, da nas ne zanese samo na eno področje, ostala pa spregledamo. Torej je to vodilo, da se sprehodimo pogosto, seveda ne bomo mogli vse povedati enako natančno, enako ambiciozno, ampak hkrati nas pa spominja, kaj vse je tisto področje, ki ga moramo upravljati. Na tem posnetku vidimo te različne skupke standardov, od teh temeljnih principov, temeljev poročanja, do v bistvu splošnih razkritij in potem 3 specialni okvirji, ki so ekonomsko področje, okoljsko področje in družbeno. Seveda v tem našem kratkem videu nimamo časa, da bi šli v konkretne kazalnike in konkretne principe. Za vse tiste, ki vas to podrobneje zanimajo, vas vabim, da se obrnete na nas, na našo spletno stran ali nam pišete in z veseljem bomo pogledali. Imamo pa tudi še podrobnejše seminarje, pravzaprav delavnice, kjer skupaj gremo prav od koraka do koraka in se sprehodimo po pripravi po tem standardu. Trajnostno poročanje ima številne izzive in številne priložnosti in vedno si želimo napredovati, zato med sabo delimo izkušnje. V zadnjih 10+ letih se nam je nabralo precej dragocenih izkušenj in z veseljem bom nekaj izmed teh z vami delila v naslednjem videu. Vesela pa bom tudi, če se nas boste spomnili in nam pisali, poklicali ali nas kakorkoli obiskali na spletni strani www.zelenaslovenija.si. Verjamem, da skupaj lahko naredimo veliko dobrega v prihodnje in nove korake na poti trajnostnega razvoja. Lepo pozdravljeni!